Sem Gaja Prestor in poslušate Radio Aktivno. Vidim te v temi, bližaš se mi. Čutim tvoj dotik, ki izgine v glasen krik. Z nama ruši se nebo, se kaj trese ti telo. Nosi naju tja, čisti zrak bi dihala. Na rubu sva nebes, ti si droga, ki vodi ta ples. Pojdi z mano daleč stran, tamle jaz te poznam. To je, kar imam, nam je zapela Gaja Prestor. Gaja, lepo zdrav oddaji Radio Aktivno. Lepo pozdravljeni. Pevka, vplivnica, pesmopiska, voditeljica. Kateri vlogi bi dala prednost? Iskreno je to zelo težko vprašanje. V bistvu sama probam res vse te vloge, ki jih moram v bistvu dnevno biti uživeta v njih, nekako razporediti, da nobena ne prevlada preveč. Seveda zdaj v tem koronskem času je majčkeno bolj prevladala vloga voditeljice, ker je to tudi moja redna služba. Tako da v bistvu glasbenica sem še vedno v bistvu na prvem mestu v mojem srcu, ampak pač žal v koronskih časih ni koncertov, tako da je bolj v bistvu delo od doma, pisanje od doma, ki je pa bolj tako zasebno, ni toliko javnosti vidno na očeh. Kljub temu pa si v 3 letih, mislim, da nabrala veliko glasbenega materiala. Se strinjam. V bistvu veliko materiala je tudi še neizdanega. Res sem imela v bistvu na začetku željo, da izdamo vsako leto vsej 2 do 3 komade. Tako da prvi 2 leti mi je kar uspelo. V zadnjem letu sem pa v bistvu izdala samo eno pesem, ker sem tudi menjala celo kreativno ekipo. Tako da do letos mi je v bistvu uspelo izdati en komad, sta pa v bistvu 2 še na poti. Če pogledamo tako, bi lahko
lahko rekli, da si skoraj posnela cel album? Ja, v bistvu plan je bil, da bi te komadi, ki so že bili izdani, bili zapakirani v eno celoto v album. To je v bistvu bil lanskoletni plan. Potem pa sem v bistvu, več ko sem razmišljala, sem videla, da v bistvu si ne vidim teh komadov glih na enem albumu, zato sem rekla, da bojo ostali kar singli. Delam pa trenutno na planu za moj prvi album. Če pa tako realno pogledamo, leta 2018 si resneje stopila na sceno tudi skladba To je, kar imam iz tistega leta. Tako je, to je bila moja prva avtorska skladba, ki sem jo izdala tudi prek založbe. S sodelovanjem z Žanom Serčičem, v bistvu leta 2018 sva začela in sva že v bistvu na prvem najnem srečanju sva ustvarila ta komad, ki mi je pa še vedno, lahko priznam, da en izmed mojih najljubših, ki ga še vedno enega izmed najbolj rada, v bistvu da ga najbolj rada izvajam in poslušam. Je to pesem o neuslišani ljubezni? Tako je. Če se prav spomnim, sem takrat imela glih neko nesrečno izkušnjo z nekom, ko sem v bistvu se jaz ful trudila, iz njegove strani pa ni bilo neki baš velik, tako da sem bila v bistvu takrat ful razočarana, ampak itak me je to v bistvu ful veliko naučil in če tiste izkušnje ne bi imela, tudi ne bi bila oseba, kakor sem danes. Zato si rekla, to je, kar imam, pa grem naprej. Tako je. Ampak midva greva sedaj nazaj. Ja, greva nazaj. Imamo tudi komad Nazaj z Žanom Serčičem v duetu. S katerim si tudi začela nekako resneje sodelovati. Tako je. V bistvu že zelo hitro po najinem prvem izdanem komadu sva potem izdala še duet. Žan je napisal ta čudovit komad in me prosil, če bi bila jaz da zapojem ženski del, in v komad sem se tako zaljubila, sem bila res ful vesela, da sem dobila to možnost. Posneli smo tudi videospot, ki je bil posnet takrat, še so bili možni tej veliki festivali, in jaz se spomnim, da sem šla čist random med prvomajskimi počitnicami, sem šla na festival Seastar na Hrvaškem v Umagu in smo v bistvu en dan preden, da sem jaz se vračala domov, prišli na idejo, da bi mogoče pa lahko za ta komad posneli videospot kar na tem festivalu, in pol je bila v bistvu ful enega angažiranja, da smo mi vsa potrdila dobili od Kompasa, od teh v bistvu lastnikov festivala, da smo mi dejansko lahko dobili dovoljenje za snemanje in smo čez celo noč snemali. Takrat sem po mojem bila prvič v življenju več kot 24 ur skupaj po konci, ker nismo šli spat, ker smo mogli pač res izkoristiti ves čas, ko smo ga imeli. Tako da zelo zanimiva zgodba, ki si jo bom ziher zapomnila za vse življenje. Nisem vedel, da je to zate več, kot sem lahko. Nisem vedel, da ne znam ločiti med soncem in temo. Zdaj brez lune več ne znam in ves svet se temen zdi. Več sem z drugo, bolj sem sam, ker jaz hočem iti nazaj, zdaj. Veš, da rabim te zdaj. Hočem te nazaj, zdaj. Ves svet se vrti naprej, jaz hočem iti nazaj. Da rabim te zdaj. Hočem te nazaj, zdaj. Cel svet se vrti naprej, jaz hočem iti nazaj, zdaj. Veš, da rabim te.
zdaj. Hočem te nazaj, zdaj. Cel svet se vrti naprej, a jaz hočem iti nazaj. Ker hočem iti nazaj, veš, da rabim te zdaj. Hočem te nazaj, zdaj. Cel svet se vrti naprej, jaz hočem iti nazaj. Nazaj Gaja Prestor in Žan Sertič v duetu. Glasba te je zanimala že od otroštva ali si se sedaj komaj odločila, da boš se bolj posvetila tudi glasbi? V bistvu glasba me zanima že od majhnega, v bistvu se mi zdi, da sem lahko rojena s to ljubeznijo do glasbe in s to neko, kakor v bistvu z nekim talentom za posluh pri petju. Tako da sem se začela v bistvu udeleževati teh pevskih aktivnosti že zelo majhna, že v vrtcu, osnovni šoli. Pisati sem začela že zelo hitro, tudi sama sem se naučila igrati kitaro, s katero sem začela pisati svoje prve pesmi, tako da bi lahko rekla, da že od majhnih nog me spremlja glasba. So bili potem tisti klasični koraki, pevski zbor, solo petje ali še kaj vmes? V bistvu so bili kar te klasični koraki, ampak kakor sem že rekla, sem se kar sama dost naučila oziroma bila sama dost inspirirana in motivirana, da sem se sama naučila igrati inštrumente, pri katerih sem potem lahko začela pisati. Klavir, violina, viola, na koncu pa si pristala pri kitari, kako to? Ja, v bistvu začela sem violo igrati v osnovni šoli, v glasbeni šoli, tako sem prvo sem violino igrala in potem sem se prešolala na violo. Mi je v bistvu zdaj, ko pogledam za nazaj, kar žal, da sem nehala, ampak kaj čmo, tako sem se pač odločila. Ja, v bistvu z violino ne moreš pisati pesmi glih tako, da lahko naenkrat poješ in pišeš. V bistvu malo težje, ali pa vse jaz tega ne znam, no. In sem si pa rekla, da bi res rada igrala nek inštrument, pri katerega lahko pišem, ga lahko prenašam okrog, se sama spremljam. In sem potem v bistvu imela doma neko staro kitaro in sem si šla kupiti strune in sem se vse prek YouTubea sama naučila. Saj nisem zdaj ne vem kak dober kitarist, ampak znam pa teh par akordov, da lahko pač pišem komade. Tako da si veš vsaj dati neki osnovni ritem. Ja, definitivno. Še skupina Jutri je bila vmes. Tako je, to sem večer že pozabila, kar je dobro spomnil. Ja, v bistvu imeli smo eno tako pop-rock skupino, s katero smo imeli dejansko za tisti čas pa za naša leta toliko enih koncertov. Igrali smo res ful kvalitetno. Če zdaj za nazaj pogledam, bi še jaz dejansko šla na naš koncert, če ne bi jaz tam pela. Tako da tam sem si v bistvu nabrala največ izkušenj glede samega nastopanja. Po mojem smo imeli tako vsak vikend smo imeli en špil po teh Šparjih, Kulandijah. Celo bili smo predskupina na Bajagi v Štuku enkrat. Tako da smo imeli res, v bistvu sem ful hvaležna za to izkušnjo, tako sem se v bistvu najbolj naučila nastopati pa biti pred publiko. Greva z glasbo naprej, naslednja bo Ona. Ona je pa komad, ki sem ga res v celoti, melodijo in besedilo napisala sama. Spomnim se, da sem ga pisala enkrat sred noči, ko nisem mogla spati in v bistvu pesem se je kar zlila iz mene na papir. Je res taka zelo čustveno pripovedovalna pesem. V bistvu vsak si lahko, ko to pesem posluša, predstavlja nekaj svojega. Jaz sem pisala iz svoje domišljije. V bistvu ona predstavlja nekaj, brez česa mi ne moramo živeti. Ali to ljubezen, ali za koga mogoče kakšna odvisnost. Tako da v bistvu smo posneli tudi spot, ki je zelo tako impresionističen, bi lahko rekla. Dva plesalca sta sestavila svojo koreografijo. En je predstavljal odvisnika in pa drogo. In je v bistvu bilo tako, kakor tak ples nad, kako bi rekla, neka moderna izvedba sodobnega plesa in prikazovanja čustev skozi. Žive ulice Ljubljane, polne vonja sveže kave. Mesto polno je luči, on še vedno sam sedi, se sprašuje, kdaj prišla boš ti. V živih ulicah Ljubljane tvoje misli niso same. Najdi hišo za oba, kozarec vina ali dva, čakaj, da bo s tabo šla. Ker ona je zrak, ki rabi ga telo,
ona barva vse, kar je temno. Ona čuti, ko ti je težko, ko Ljubljana se zbudi, ona izgori. Ceste niso več enake, ona dela jih drugačne. Ko z njo zaspiš, svoj svet si gradiš, vedno več si je želiš. Ker ona je zrak, ki rabi ga telo, ona riže sonce na tvoje nebo. Ona barva vse, kar je temno, ona čuti, ko ti je težko, ko Ljubljana se zbudi, ona izgori. Ker ona je zrak, ki rabi ga telo, ona riže sonce na tvoje nebo. Ona barva vse, kar je temno, ona čuti, ko ti je težko, ko Ljubljana se zbudi, ni več ni. Ona je zrak, ki rabi ga telo, ona riže sonce na tvoje nebo. Ona barva vse, kar je temno, ona čuti, ko ti je težko, ko Ljubljana se zbudi, ona izgori. Gaja Prestor z mano v oddaji Radioaktivno. Tudi nekaj festivalskih izkušenj imaš za sabo, sicer še bolj z otroških festivalov, kar nekaj let nazaj. Ja, tako je. Najbolj sem si zapomnila festival Fans, kjer sem zasedla, se mi zdi, da drugo mesto, to je bilo v Kopru. V bistvu še z enim komadom, ki ga zdaj ni nikjer objavljenega, Take a Chance je naslov. Bila sem po mojem stara 13-14 let, ko sem ga napisala. Ja, je bila res taka zelo zanimiva izkušnja. Čeprav pa prva tvoja skladba nosi letnico 2013, ko sem prebral na spletu, Lepši svet. Ja, jaz na te skladbe čist pozabim. V bistvu je še ful več skladb, ja, dejansko. Ampak ne rekel, da se jih sramujem, ampak so mi res še take otroške. Nikako da nisem ista oseba, no, ko sem pisala te pesmi. Mogoče pa sedaj narediš modernejši aranžma, pa skladbo recikliraš. Ja, morda pa res dobra ideja. Hvala lepa za to idejo. Bila si tudi na Slovenija ima talent, naprej nisi prišla, te je to kaj potrlo? Oziroma ti vzela kaj motivacije pri glasbenem ustvarjanju dela? Če pogledam za nazaj, v bistvu se postavim v svojo vlogo takrat, mi je bilo zelo težko, iskreno. V bistvu je bila taka travmatična izkušnja. V tistem obdobju mi je kar malo vzel motivacijo do glasbe. Ko pa zdaj gledam na to situacijo, pa vem, da če se tisto takrat ne bi zgodil, ne bi nikoli ugotovila, koliko mi dejansko to pomeni, oziroma koliko močno si želim to početi. Tako da v bistvu mi je dal več, kot da mi je vzel motivacijo, mi je dal veliko več motivacije za naprej, da v bistvu ne tistim, ki so mi govorili, da ne zmorem, ampak da sama sebi dokažem, da ne glede na to, kaj mi kdo reče, vem, da mi lahko uspe. Je bil potem tisti pravi glasbeni mejnik stik z Žanom Sertičem, pa potem ustvarjanje kar nekaj singlov z njim? Ja, definitivno bi lahko rekla, da ja. Če ne bi Žana takrat spoznala, jaz ne vem, kje bi bila danes, tako da sem mu še danes zelo hvaležna. Danes pa delaš z novo ekipo. Tako je, v bistvu še vedno nimam neke stalne ekipe, trenutno spet delam z nekom drugim. Sem rekla, da res hočem probati čim več različnih stilov, delal s čim več različnimi ljudmi, da v bistvu najdem tisto, kar mi res ustreza. Se mi zdi pa, da so tudi spremembe res edina stalnica, ki jo dejansko rabimo v življenju in da to ni nič slabega. Čeprav smo maja, bova sedaj nadela nekaj decembrskega
prazničnega vzdušja v skladbi Decembra? Ja, skladba Decembra je skladba, ki je v bistvu požela največ ogledov in predvajanj do zdaj od vseh mojih skladb, ker je res taka komercialna, vesela, taka v bistvu, da se res sprostiš, ko jo poslušaš. Tudi meni je zelo pri srcu, ampak žal jo lahko izvajam tako samo v decembrskem času, tako da ni tako praktično zelo. V videospotu v bistvu igra cela moja družina. Moja mlajša sestrica igra mene, ko sem bila majhna, moj bratranc igra pa tega fanta, ki potem zraste, tako da v bistvu je tak res zelo bližen družinski projekt bil to. Si že kdaj sanjal o njej, kako po noči diha v tebi? Si že kdaj iz peste nam prav ji priznal, da le njo si iskal? Si jo kdaj poljubil slovo, mlade oči napolnil z žarom sreče, ti njen parfum še vedno diši, je ostal na prazni postelji. Ko decembra zapadel bo sneg, ti z drugo boš obit, bo sladka kot med, bo polna lepih besed. Ko decembra zapadel bo sneg in mene več ne bo, naj druga greje ti telo. Si že kdaj na smehi pripel, ji priznal vse, kar ne bi ji smel? Ko si sama čutiš ni robljen, ko si z njo pa želiš si nekaj več. Ko decembra zapadel bo sneg, ti z drugo boš objet, bo sladka kot med, bo polna lepih besed. Zdaj ti povem, da ona sem jaz, moja koža še vedno je ista. Ne sprašuj, če za največ čas, ko srečaš me, ker ona sem jaz. Decembra je bila slišana skladba Gaje Prestor, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Če sedaj pogledamo tvojo glasbo, bi te takoj zaprli v tisti pop predal, sicer pa z zelo modernimi ritmi. Ja, v bistvu glih to je ena stvar, s katero se zdaj že 2 leti borim, je ta, da se nočem predalčkati. Probat hočem čim več različnih stilov, da bom dejansko videla, kaj mi ustreza. Ker se tudi jaz v bistvu iz leta v leto spreminjam in s tem se bo pač definitivno spreminjala tudi moja glasba, tako da nikomor ne želim obljubljati, kaj bom prinesla naslednja skladba. Ti ležijo ti trendovske ritme? Vedno bolj, zaradi tega, ker tudi zelo rada pač izvajam pesmi live in v bistvu najbolj se folk zabava, ko v bistvu sliši muziko, na katero lahko tudi malo zapleše. Tako da, vsega pomalem, ker v bistvu sem začela tudi sama poslušati bolj ta trap in novejši R&B, tako da
definitivno bo še prišel kakšen komad v tem stilu. Ja, kajti ta moderna glasba ima tudi veliko teh raznih elektronskih primesi. Se strinjam, v bistvu jaz sem še vseeno pristaš te žive glasbe, se pravi, da lahko posnameš vse z inštrumenti, ampak sem tudi zelo velika fenica vseh teh elektronskih dodatkov, tako da če so lepo narejeni, v bistvu to res ena taka velika umetnina lahko nastane iz tega. Pišeš potem sedaj vse sama, tako glasbo kot besedila? V bistvu ne, probam večino sama, ampak čisto odvisno, za kjer komad se gre. To, če zdaj nazaj pogledam, ene komade sem napisala popolnoma sama, nekatere smo si besedilo delili različni avtorji, pri drugih spet glasbo, tako da se pravim, čisto odvisno, za kjer komad se gre, ker dejansko vsi komadi so bili majčkeno drugače napisani. No. Kot pa je slišati, prisegaš na slovenščino razen v skladbi Take on Chance s Fensa. Ja, v bistvu jaz drugače vedno tudi zelo rada pišem v angleščini, ampak glede na to, da sem na slovenskem trgu, je zelo lažje in dobiti predvajanja na radijih in nastope, če izvajaš slovenske pesmi. Tako da dokler da bom v Sloveniji, bom definitivno pela in ustvarjala v slovenščini. Ker se mi zdi, da je še vseeno naš jezik zelo lep in speven, čeprav se večini ne zdi tako. Tako da v bistvu jaz sem zagovornica pesmi v slovenščini. Navdiha je dovolj? V bistvu ga je vsak dan več. Veliko stvari se mi dogaja. Tudi zdaj, ko bom v bistvu začela delati ta svoj prvi album, bo veliko enih različnih izkušenj gor napisanih, ampak motivacija se pa tako spreminja iz dneva v dan. Sploh zdaj, ko je bila korona, je majčkeno primanjkovalo, ker se mi zdi, da smo bili kar vsi majčkeno bolj otožni pa brez inspiracije. Tako da zdaj začenja se poletje, majčkeno bolj toplo je vzunaj, bolj pozitiven občutek in vibe, tako da upam, da bo tudi inspiracije vedno več. Naslednja bo Najino nebo. Zapisal sem si zraven, da je del besedila nastal kar na vlaku. Ja, Najino nebo je tudi eden izmed mojih najljubših komadov, tudi videospot mi je po mojem kar najljubši od vseh, ki smo jih do zdaj posneli. Ja, komad je bil napisan, en del je bil napisan na vlaku, ker jaz zelo rada pišem v takih zelo, kako bi rekla, nepredvidljivih situacijah, vedno imam s sabo to svojo beležko in včasih se spomnim, ko sem bila še v srednji šoli, da sem malo med poukom pisala, malo na vlaku, majčkeno v avtu, tako. Kadarkoli sem dobila tisti klic inspiracije, da sem imela to pri sebi. Končno zrušil se je zid, ki ves čas me je dušil. Kdo si ti, kdo sem jaz? Nekaj vleče naju stran. Zdaj na robu zemlje sva, iste misli misliva, svoje sanje dam ti v dlan, greva daleč stran. Glej, kako gori to najino nebo. Tukaj je vse, kar bi želela, si lahko. Zvezde so sanje, ki so meni našle pot. Zato glej, kako gori to najino nebo. Plamen si zanetil in s tem odgnal temo. Ostaje le spomin, zdaj grem brez bolečin, iz pekla do nebes in nazaj. Glej, kako gori to najino nebo. Tukaj je vse, kar bi želela, si lahko. Zvezde so sanje, ki so meni našle pot. Zato glej, kako
Najino nebo ter Gaja Prestor. 21 let imaš, če sem prav prebral na spletu, ampak v teh letih si veliko naredila. Tako je, ravno sem v bistvu pred kratkim aprila praznovala 21. rojstni dan. Sama se včasih res se počutim, kot da nisem še nič naredila, ampak ko pa pogledam za nazaj, pa vidim, da sem kar zelo samokritična. Tako da sem zelo ponosna nase, no, in upam, da bom dobila še več možnosti in priložnosti še za nove projekte. Odkot zbiraš vso energijo? Ja, trenutno mi najbolj pomaga to, da se res zdravo prehranjujem, da se redno gibam in da si vzamem čas zase, za meditacijo. V bistvu tako, kadar sem sama sabo, se najbolj napolnim, zato v bistvu tudi si zelo pametno razporejam svoj čas, ker če ne uspem biti dosti časa sama, da se spočijem, potem ratam ful tečna pa neinspirirana, tako da v bistvu čas zase me v bistvu najbolj polni, no. Gaja, prej si dejala, da te sedaj dejansko najbolj okupira voditeljstvo. Imaš oddajo na televiziji. Tako je, za letošnjim letom sem dobila vlogo voditeljice oddaje Wow na Planet TV. Zdaj v bistvu že počasi končujemo prvo sezono. Oddaje je bilo že 15-16, jih je pa še za mesec, dva. Je v bistvu zelo zanimiva izkušnja, res vsak teden spoznam nove ljudi, si pridobijam nove izkušnje. In sem v bistvu res zelo vesela, da sem dobila to šanso, sploh v tem koronskem času, ko je veliko ljudi izgubljalo službe, tako da sem res sem zelo vesela za to izkušnjo. Verjetno je malo težko v tej krizi oziroma v tem času iskati dogodke, pa se je treba malo znajti. Ja, definitivno, ampak fajn je, zaradi tega, ker Slovenija je še vedno tako majhna, da se vsi po večini poznamo med sabo in smo v bistvu le en klik stran, že na Instagramu lahko komorkoli napišeš, če ga rabiš, tako da je to ful lažje, kot da bi pa delali zdaj ne vem kako svetovno oddajo, no. Sedaj si že pred kamero, mogoče je potem še en korak in boš pred filmsko kamero. Ja, to pa ne vem, ampak puščam odprte možnosti. Ne nazadnje, glede, tudi videoprodukcija je že delno danes filmska produkcija. Kajti, če pogledamo videospote, se v njih tudi v Sloveniji, saj ima tako čutek, imam veliko vlaga. Ja, nikoli ne veš, ne? Tako, kot sem rekla, če bi mi lani nekdo rekel, da bom vodila oddajo na televiziji, ne bi verjela, tako da mogoče bom pa še v kakšni seriji igrala naslednje leto, kdo ve. Kot sem dejal, tudi videospoti so danes nujne, v njih tudi nekaj vlagaš? Ja, definitivno. Videospot se mi zdi zelo pomembna nek vizualni dodatek k sami pesmi, ker v bistvu ljudje smo zelo taka vizualna bitja in lahko komad še toliko bolj začutimo, če zraven vidimo nek film, neko zgodbo, ki se dogaja. Tako da ja, v bistvu za vse komade sem posnela videospote z zelo različnimi ekipami. Zdaj sem pa v bistvu začela delati z Tjašo Barbo, mlado ustvarjalko, ki v bistvu bo zdaj od zdaj naprej po mojem kar moja stalna ekipa, ker sem z njo res toliko zadovoljna. Pa res mi je cool delati priložnost mladim ustvarjalcem, da si naberejo nove izkušnje in tudi oni dobijo kak dober glas okrog. Naslednja, ki jo bova spustila med poslušalce, bo tista, ki je bila spisana v 2 urah. To je pa le tebe rabim. Ja, zelo hitro je bila spisana, v bistvu v nekem takem zelo čustvenem momentu in ker v bistvu sama itak vedno pišem, ko imam te neke res močne čustvene momente, ko priteče tudi kakšna solza, takrat v bistvu najhitreje nekako preberem svoje čustva in jih izlijem na papir. Jaz sem ta, ki se boji, da se v temi izgubi. Jaz sem tista, ki ne spi, sanjam z odprtimi očmi. Ko nad mesto pade noč, pijem te, da daš mi moč. In ko mesto trdno spi, najin svet se prebudi. Mehke dotik in koža se hladi, zdaj sva eno jaz in ti. Toplo se blešim in temno noč pustim, da brez znaju gre naprej.
spet ista bom kot prej. Zdaj teče voda iz mojih sanj, a morje je daleč, predaleč je stran. Kje me najdeš, sam poznaš, na valovih cvetja, pešenih plaž. Mehak je dodih in koža se hladi, zdaj sva eno jaz in ti. Toplo se bleši in temno noč pustim, da brez naju gre naprej. Le tebe rabim, da spet ista bom kot prej. Brez naju gre naprej. Le tebe rabim, da spet ista bom kot prej. Le tebe rabim, ga je Prestor v oddaji Radioaktivno. Prebral sem, da si tudi vplivnica. Kaj to pomeni? Ja, zame je to taka zelo težka in raznolika beseda, influencer, vplivnež, kakor si to kdo jemlje, ne. Mislim, jaz imam veliko število sledilcev za Slovenijo, ampak sama ne bi rekla, da sem zdaj ne vem kak vplivnež, odvisno kako me kdo jemlje, ne. Mogoče sem za koga vplivnež, mogoče nisem, ampak upam, da za svojimi objavami vsej majčkeno dobro oziroma pozitivno vplivam na koga. Tako da če je to nekaj pozitivnega, pol se z veseljem kličem, da sem vplivnica. Je danes pomembno biti mladi vzor? Ja, to je pa spet taka stvar, ne. Seveda, da je pomembno, da sem vzor mladim oziroma nobenem ne bom rekla, da bi mogla jim biti vzor, ker imam tudi sama zelo veliko napak oziroma verjetno ne delam vsega glih prav. Ampak kakor si kdo vzame, bom zelo vesela, valjda, če se bo kdo zgledoval po meni, ampak nobenem pa ne govorim, da bi se mogel zgledovati po meni. Koliko pa potem zaupati o sebi, pa v svojem življenju, da ne greš preko tiste neke meje, ki si jo zadala? Ja, tudi s tem sem se lani kar dolg, sem v bistvu pregovarjala nekako sama sabo, kaj je zdaj tista zlata sredina. Pa sem v bistvu prišla do tega, da neka zlata sredina je takrat, kakor se jaz dobro počutim. Če bom se dobro počutila, da bom nekaj ful osebnega darila, pol the best. Če mi bo pa nekaj tazga, da objavim samo zato, da se bo nekdo drug boljš počutil, pol je to že nek alarm, ne. Ne rabiš deliti vsega, se mi zdi, da neke stvari morajo ostati zasebne. Tako da jaz v bistvu grem vedno za tem svojim notranjim občutkom in še nikoli ni bilo narobe, da sem se tako usmerjala. Verjetno pa si marsikoga usmerila na pravo pot. Ja, zelo lepo je slišati kakšne pohvale oziroma, ko mi kdo napiše kako tako bolj daljše sporočilo. Tako da v bistvu sem res iskreno hvaležna, no, ker deva tudi meni v bistvu motivacijo oziroma neko potrditev, da nekaj delam prav. Predzadnja, ki jo bova dala v eter, bo Verjamem vase z EME 2020. Ja, Ema je že eno leto nazaj, več kot eno leto nazaj, sploh ne morem verjeti, ko gre hitro po času. Ja, na Emi sem si želela nastopiti celo življenje in lani sem dobila to možnost in je bilo res super. Ful poseben občutek je bil nekako izpolniti svoje otroške sanje. Tudi komad je bil tak zelo motivacijski in upam, da je koga inspiriral, da lahko tudi oni bolj sledijo svojim sanjam, tako da mi je komad zelo pri srcu.
ko prvič stala sem pred lučmi, rekli so mi, kar najbolj boli, da le skica sem za njihov okvir. Zastrupljena z ideali sveta, pustila, da moj se z mano igra, skrivala svoj pravi jaz. Grizejo me, ranijo me, a ne pustim se, ne. Vlečejo dol, jaz grem gor, ne pridem nazaj več, ne. Gremo na vrh, ne bojim se, ne. Kdo pride z mano skupaj do vrha, naj vsej pove. Jaz se ne dam, če tudi v svet pravi naj predam se. Res ni mi mar, kaj pravijo mi, jaz verjamem vase. Ne prodam se. Jaz verjamem vase. Še vedno kdaj se znajdem na tleh, ujeta v mrežo svojih besed. Sem to res jaz, ali zgubljena sem spet? Še vedno sem ista punca kot prej, le hvaležna za vse izzive do zdaj. Mojo musko in moj love sam širim naprej. Hej, zato pa grezite me, ranite me, jaz ne pustim se, ne. Vlečite dol, jaz grem gor, ne gledam nazaj več, ne. Gremo na vrh, ne bojim se, ne. A ste z mano skupaj na vrhu, se povemo, jaz se ne dam, če tudi v svet pravi naj predam se. Res ni mi mar, kaj pravijo mi, jaz verjamem vase. Ne prodam se. Jaz verjamem vase. Jaz verjamem vase. A verjameš vase? Verjemi vase. Jaz se ne dam, če tudi v svet pravi naj predam se. Res ni mi mar, kaj pravijo mi, jaz verjamem vase. Ne prodaj se. Verjemi vase. Gaja, kaj ti je dala Ema 2020? Ema 2020 mi je dala ta nek notranji občutek, da če dost verjameš v neki in trdo delaš za to, se ti bo definitivno obrestovalo oziroma boš to sigurno dosegel. Ti je izziv še kak drug slovenski festival? Trenutno iskreno sploh ne razmišljam o nobenih festivalih. Seveda imam pa še željo, imam iti kdaj na Popevko, zaradi tega, ker je tam ta cel simfonični orkester in bi bilo res več kot čudovito tam zapeti kako pesem. Mora biti po mojem čist hud občutek, da te spremlja cel simfonični orkester. Tako da to morda čez kakšno leto ali dve. Po Emi trenutno nimam nobene ponovne želje, mogoče spet kdaj, ampak definitivno ne v bližnji prihodnosti. Me v bistvu trenutno bolj vleče to, da res delam, tako kot meni paše, in da v bistvu si naberem nek fanbase, ki bo pa dejansko obiskoval moje koncerte. Kot si že prej omenila, ti je cilj tudi album. Ja, definitivno. Zdaj v bistvu sem glih v načrtih za ta album, ki bo po mojem v dobrem letu zunaj. Z novo ekipo ali bodo tudi zajeti singli, ki smo jih lahko slišali danes? Ne, vse bo novo. V bistvu bo na albumu bo predvideno 8 do 10 pesmi. Ne smem pa še nič povedati s kom ali kako, ker je še vse ena velika skrivnost. Bomo verjetno koščke dobivali tudi preko družabnih omrežij. Seveda, seveda. Kot si dejala prej, si aktivna tako na Instagramu, Facebooku, verjetno malo manj. Ja, na Instagramu sem redno aktivna oziroma vsak dan, potem pa pač avtomatsko imam tako narejen, da mi pač lepo vse objaviš na Facebook, da pa tudi moje babice pa mami lahko pač spremlja te stvari, ker sem zdaj starejša generacija, veliko bolj na Facebooku aktivna, kot mi mladi. Si zadala v tem letu še kakšne posebne izzive, naloge? V bistvu prvo, da speljem tole prvo sezono oddaje, potem, da izdam še vsaj en single, v bistvu postavljam tudi eno svoje podjetje, ampak
ampak tudi to je še ena taka velika skrivnost, tako da v bistvu delam na fulejnih projektih, tako da upam, da bom ostala zdrava, da mi vse uspe narediti. Toliko delaš, pa kome 21 si stara. Ja, včasih še samo sebe malo presenečam. Za konec bova pa zavrtela tvoj novi singl, ki nosi naslov Zame, ki tudi napoveduje novo glasbeno podobo. Se strinjam. Zame je nov singel, ki je malo drugačen od drugih, oziroma res sem se vprašala, ko sem ga začela delati, za koga zdaj to delam. Delam zdaj to za folk, delam zdaj to za producenta. V bistvu, koga želim s tem komadom osrečati. In sem si odgovorila, da želim sama sebe, in zato je v bistvu tudi naslov Zame, ker je ta komad zame in za vse tiste, ki jim je ta stil všeč. Tako da v bistvu jaz sem s komadom res zelo zadovoljna. Delala sem ga z eno čist hudo ekipo, s katero bom definitivno še sodelovala. Tako da jaz upam, da bo poslušalcem všeč, tako kot je meni. Slišati je kar nekaj teh urbanih ritmov. Ja, majčkeno sem, tako sem že rekla, majčkeno sem posodobila vse skupaj. Sem začela delati tako muziko, kot jo jaz dejansko poslušam. Tako da si tudi sama velikokrat zavrtim ta komad, ko sem v avtu, recimo. Tudi video spot ima skladba? Tako je, kot sem že prej omenila, v bistvu Tjaša Barbo ga je posnela, moja prijateljica. Res mi je po mojem najljubši izdelek v celoti do zdaj. Kaj tako rečem, pač za vsak svoj nov projekt, ampak je res tako trenutno ta projekt najbolj čutim. In snemanje je potekalo 2 dni, bilo je toliko mrzlo, ker smo snemali tiste 2 dni v februarju, ko je bilo najbolj mrzlo v zunaj. Tako da smo kar trpeli na snemanju, ampak se je splačalo. Bomo pogledali na YouTube, oziroma smo že pogledali, kako si trpela. Skladbo sedaj poslali tudi našim poslušalcem. Za konec tega pogovora, Gaja Prestor, hvala, da si bila gostja oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala tudi vam. Daj povej mi, kaj čutiš, daj povej mi, kaj čutiš, ko si od mene. Tu če ti povem, nočeš razumeti, spet te postavim pred sebe. Ne vidim teme, nežne besede, grob namen. Zapiram se vase, ti misliš le nase, svoje rane spet celiš prek mene. Zagledam si vase, vid se, da hočeš me zase. Ne zameram ti več, sem hitreje pozna se. Nočem spustite, sam čutim, da ovira me, duši me diha tvoj zrak. Pa kam to hitiva boj, to ni prava smer. Nehaj skrivat glasen je tvoj namen. Oni zame vse, pa ne name. Nikoli fair, nikoli fair play. Če si zraven, vem, da te ni omen. Ekran plamen bil je dotik lebit. Oni zame vse, pa ne name. Ne nočem več, jaz rabim več. Si še moj, mede me, tvoj von. Tu če ti povem, da te ni v men, ti ostajaš in postaješ mi breme. Oprostim ti za vse, samo če me spustiš. Veš, da nisi kar rabim, na sebe pozabim. Ko me mamiš, ven prikleneš na sebe. Zagledam si vase, vid se, da hočeš me zase. Ne zameram ti več, sem hitreje pozna se. Nočem spustite, sam čutim, da ovira me, duši me diha tvoj zrak. Pa kam to hitiva boj, to ni prava smer. Nehaj skrivat glasen je tvoj namen. Oni zame vse, pa ne name. Nikoli fair, nikoli fair play. Če si zraven, vem, da te ni omen. Ekran plamen bil je dotik lebit. Oni zame vse, pa ne name. Ne nočem več, jaz rabim več. Sem Gaja Prestor in danes poslušate Radioaktivno.